Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Vlada se je seznanila s tretjim poročilom vladne skupine za nadzor Sove. V njej naj bi bile ugotovitve, ki kažejo na utemeljen sum nezakonite uporabe sredstev za nadzor mobilnih telefonov v letih 1999 do 2005. Poročilo je tokrat ostalo tajno. Je pa za medije spregovoril vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko, ki je izjave Antona Ropa o pogovorih med Janšo in Sanaderjem označil za načrtovane in koordinirane laži, ki škodujejo ugledu države. Že sama izjava o prisluškovanju Janši in Sanaderju je nezaslišana in je nesprejemljiva za demokratično Slovenijo. Tanko je opozoril tudi na obstoj skupine nedotakljivih v Sovi, ki je delovala pod nadzorom socialnih demokratov. Ti so, po mnenju SDS, tudi glavni krivec za afero Sova. In da je znotraj Sove obstajala še posebna tajna skupina, neka nedotakljiva skupina, ki je očitno ostala pod nadzorom socialnih demokratov kot naslednice nekdanje komunistične partije. Vsa teža nezakonitosti, laži in politične odgovornosti pade na socialne demokrate, Rop je član njihove poslanske skupine, in na Pahorja. Da sprememba imena, pravi zamenjava dlake, še ne pomeni spremembe NRV, kot tač Ropu celo verjame, Pahor pa se temu nespretno izmika. Kaže na to, da gre za koordinirano akcijo, naročeno akcijo, s katero se Slovenijo, s katero socialni demokrati Slovenijo sistematično diskreditirajo kot uspešno in demokratično državo. Partnerstvo med SDS in SD je zares dokončno mrtvo. O težavah znotraj koalicije pa je pred dnevi na TVS govoril sam predsednik vlade. Omenjal je neko gospo, ki darovari po Desusu. Zato smo jo vprašali, kako komentira njegovo izjavo. Ja, prepoznava se vsem, ampak imenoval me ni. On bi lahko vedel, da ima vsak človek pravico do svojega imena in da je meni ime Spomenka Hribar. Ampak tak način govorjenja je seveda njemu lasten, tej neke vrste politični paranoji, ko govori, kako nekdo nekoga pošilja nekam, da nekaj tam počne. Kakor da bi bili ljudje lutke ali pa šahovske figure, da stojiš tam, kamor te nekdo postavi. No, mene nikoli nihče ni kamor postavil in Janez to dobro ve. Desus, kolikor jaz zasledujem, že ves čas ravna enako, seveda se potem pa počasi najbrž kopičijo, bom rekla, nasprotovanja ali pa zadržkov do vlade kot take. In kako Spomenka Hribar ocenjuje vpliv afere Sova na razpoloženje predsednika vlade? Jaz mislim, da Janša sam ne ve, kje se bo to končalo. Kje? O politični situaciji se je zavest razgovorila tudi novinarka TVS Vida Petrovčič, ki smo jo ujeli na predstavitvi njene knjige Shujšajmo skupaj. Mislim, da politika ustvarja nek teater namenoma in nam na tem teatru kaže neke zgodbe, ki sploh niso prave. In da se seveda prave zgodbe dogajajo nekje za odrom, pod mizo, če hočete. Prave zgodbe ta hip so zavarovalništvo, privatizacija, igralništvo, banke, skratka finance so prave zgodbe. Vedno je treba slediti denar, pa mogoče tudi ženske ali pa kakšne druge zgodbe, ki so povezane, kakšne posteljne zgodbe so prave zgodbe. Neke zgodbe nekje, nekdo, nekam, nikakor, morda zgodbe posteljne, država, ne. Shujšati je treba. Denar in seks, ali je obojega v Sloveniji dovolj? Gospodarska rast obeta, da bo dovolj vsaj denarja. A Vida ima tudi o tem svoje mnenje. Ko bodo ljudje, ki delajo za plačo, imeli kaj od te visoke gospodarske rasti, takrat bo to vplivalo na vse. Dokler so pa to neki dobički, od katerih navadni ljudje nimajo nič, potem pa se s tem nikaj pride zahvaliti. Navadnim ljudem bi kljub tej visoke gospodarske rasti radi pa vse vzela. Zdravstvo, pa socialo, pa šole za stojnja. Dobro, kaj je zdaj? Bo pol ta rast, za koga bo potem ta visoka gospodarska rast? Komentirala pa je tudi afero Perić-Simić.
Jaz mislim, da državni uslužbenci in ta gospod Simič ni edini, ne bi smeli imeti svojih podjetij. Na področju finančnega ministrstva je kar nekaj takih ljudi, ki imajo podjetja, pa imajo podjetja v tujini. Preprosto se to ne sme. Moš pa ti imeti davčnega svetovanja za božjo voljo, pa biti potem nadzornik svojih lastnih nasvetov ali kaj, odločbe ali kako, gledajte se, to je neverjetno. Pa so še primeri. Poslanci Aleš Gulič, Miran Potrč in Matej Lahovnik so vložili v proceduro predlog zakona o integriteti v javnem sektorju. Zakon naj bi ohranil neodvisnost protikorupcijske komisije in izboljšal njeno delovanje. Vendar Potrč misli, da vlada predlogu ni naklonjena. Žal pa stališča gospoda Viranta, ki zakona še ni prebral, kažejo, da se bo na vsak način vlada poskušala izogniti temu, da bi ta zakon podprla. Ta vikend, ta žalostni vikend, je v Milanu v 63. letu starosti umrl eden največjih italijanskih modnih kreatorjev, Gianfranco Ferré. Komentar Jožica Brodarič. Hvala, Jonas. Gianfranco Ferré bo v zgodovino mode zapisan kot ena ključnih osebnosti, ki so pomagale ustvariti pojem Made in Italy. Italijani pa ga bodo nedvomno častili kot nacionalno ikono, ki jo pozna ves svet. Ferré je bil sicer po izobrazbi arhitekt, zato so ga radi klicali Frank Lloyd Wright italijanske mode. Že kot študent arhitekture je asistiral nekaterim znanim kreatorjem, med drugimi tudi Lagerfeldu in Fiorucciju. Svojo prvo žensko pret-a-porter kolekcijo je leta 1974 ustvaril za modno hišo Baila, z lastno znamko pa je začel 4 leta kasneje. Harmonija, geometrija, prefinjenost in zračna silhueta so temeljne značilnosti njegovega sloga. Če pa bi morali izbrati njegov definitiven kos garderobe, bi to zagotovo bila bela srajca. Prav fascinantno je, kako je Ferré nekaj tako elementarnega uspel razdelati skozi neštete variacije in to vedno na inovativen in izviren način. Zadnjih 30 let preprosto ni bilo njegove kolekcije, v kateri ne bi glavno vlogo odigrala prav bela srajca. Mode se je Ferré vedno loteval analitično, že skorajda intelektualno. Posebej pozoren je bil na formo, čiste barve, kot so bela, črna, rdeča ali zlata, ter na ekskluzivne in ekstravagantne materiale. Gianfranca Ferréja, s katerim sem se imela večkrat priložnost srečati, bom ohranila v spominu kot izjemno racionalno, mirno in dostojanstveno osebnost z velikansko karizmo. Njegov prispevek k zgodovini svetovne mode pa sodi v sam vrh, kjer je prostor le za peščico izbranih imen. Zelo lep moški je bil. Zelo debel je bil, trebuh je imel ogromen in hodil je mladim tipom nad Kitajsko. Mrtvo je, no. Malo pietete, prosim. Me že srbi, veš? Zaradi tebe, pes. Kultura. Tudi na rock koncertu meseca je bila moda zelo pomembna. V Ljubljano je namreč prišel Marilyn Manson. Križanke so bile seveda razprodane. Čigav dizajn nosiš? Od Barbare Plavec. A je dobesedno? Dobesedno. Barbara Plavec. Ti si dala delati obleko izključno za današnji koncert? Ne izključno za baleto, ampak sem pač imela v mislih tudi, da bom lahko šla na koncert v taki pač obleki, a ne. V Mariboru pa se pripravljajo na 15. festival Lent, na katerem bodo med 22. junijem in 7. julijem na 28 prizoriščih organizirali več kot 350 kulturnih dogodkov. Impresivne so tudi druge številke. Festival Lent je težek približno 2 milijona evrov, od tega 80% prispevajo sponzorji, tek pa je 175. Nekateri so sponzorji na ta način, da nam nudijo storitev, ki bi jo drugače morali plačati, nekateri nam dajo direktno gotovino. Seveda iz naše sponzorske vloge je razvidno, da je seveda ta limit biti generalni sponzor se začne nekje pri 30.000 evrov. Še vreme? Zdaj pa zajebavaš, ne? Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti bile. Adijo.